Udeleženci so se strinjali, da je srečanje izjemnega pomena za celotno Evropsko unijo, saj lahko le s sodelovanjem dosežejo spodbujanje miru, stabilnosti in gospodarskega razvoja v regiji. Dva zelo vidna projekta, ki sta vzniknila v okviru procesa Brdo, sta bila tudi tema današnjega srečanja. Gre za inicijativo za boj proti terorizmu na Zahodnem Balkanu, oziroma tako imenovana VBCTI inicijativa in inicijativa integrativnega upravljanja notranje varnosti ISG. Z obema inicijativama želimo okrepiti policijsko sodelovanje z državami na Zahodnem Balkanu. Inicijativo VBCTI izvajamo že 2 leti in pomagamo državam regije pri vzpostavljanju potrebnih kapacitet za boj proti terorizmu in preprečevanje nasilnega ekstremizma v skladu s standardi EU. Spomladi letos pa smo ministri Brdo procesa izrazili jasno potrebo po postopni razširitvi sodelovanja s področja terorizma na področje hude in organizirane kriminalitete ter upravljanja meja. S tem se bo oblikovala podlaga, ki bo omogočila boj proti spremenjenemu kriminalnemu okolju, ki temelji na modelu kriminal kot poslovni model. Tako se bodo lahko policije Zahodnega Balkana združeno borile proti vsem oblikam kriminala in zagotavljale notranjo varnost tako regije kot celotne Evrope. Evropski komisar za varnostno unijo Julian King je izpostavil problematiko nezakonite trgovine s strelnim orožjem ter zavezo k boju proti njej ter številne ukrepe, ki države članice čakajo v prihajajočem letu, med drugim izboljšanje obveščevalnih podatkov v regiji. Europol bo kmalu dobil nove uradnike, ki bodo skrbeli za zvezo med Unijo in državami Zahodnega Balkana. Čim bolje moramo izkoristiti podatkovne baze ter zagotoviti relevanten vnos podatkov o proizvodnji in trgovini s strelnim orožjem. Med ukrepi so še povečanje varnostnih zalog strelnega orožja ter preučitev možnosti amnestije za prostovoljno predajo strelnega orožja. Zavedamo se, da to ni zdravilo za vse, a moramo upoštevati izkušnje iz preteklosti tudi v prihodnosti, je poudaril. Razmišljamo tudi o nadzoru legalnega strelnega orožja, večjemu nadzoru nad najnevarnejšim orožjem ter večji sledljivosti, je še naštel King. Slovaški notranji minister Robert Kalinak pa je spomnil, da je bila med slovaškim predsedovanjem uvedena uredba o Evropski mejni in obalni straži, ki bo pripomogla k boju proti ilegalnim migracijam. Uspeli so tudi sprejeti skupno stališče o boju proti nelegalnemu orožju. Ekstremist namreč postane terorist šele, ko ima v rokah orožje, zato je boj proti nelegalnemu orožju pomembna točka v boju proti terorizmu, je poudaril. Evropski komisar za migracije, notranje zadeve in državljanstvo Dimitris Avramopoulos pa je dejal, da je za Evropsko unijo pomembna tudi mobilnost in možnost potovanja brez vizumov. Zahodni Balkan moramo približati Evropski uniji, zato smo predlagali sistem brez vizumov ETIAS, ki bo preprost, hiter in enostaven. Za 95% ljudi iz te regije bo potovanje olajšano. Odkrivali pa bomo lahko tudi nove grožnje. To bo utirilo tudi pot liberalizaciji vizumskega režima za Kosovo, ko bodo izpolnjeni drugi kriteriji.